Kar vas je uniformirali, bi bil vojsko. Klupiz. Pozdravim prisotne veterane vojne za Slovenijo, predstavnike veteranskih društev, združenj, svojce padlih in ranjenih, visoke goste in vse, ki ste danes prišli na Medvedje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Na Medvedjeku in tamkajšnjih barikadah se je prepletlo veliko različnih usod, tako slovenskih miličnikov in teritorialcev, civilistov, cestarjev, voznikov ter drugih naključno vpletenih potnikov v vozilih, je nekdaj dejala dr. Jelušičeva. In prav ti in njihova življenja so vredna našega spomina. Vabim praporščake, ki jih vodi nosilec pokrajinskega prapora Zveze veteranov Dolenjske, gospod Franc Koželj. Praporščaki, mirno! Mirno! Levo! Prihajajo tudi prapori območnih veteranskih združenj ter prapora Policijskega veteranskega društva Sever in Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne vojne. Delegacija občine Trebnje in ostale delegacije veliko zadovoljstvo mi je, da lahko danes tukaj med nami še posebej toplo pozdravim predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, general majorja Ladislava Lipiča, general podpolkovnika Albina Gutmana, poveljnika vojašnice Novo mesto, podpolkovnika Marjana Pavšiča. Poseben pozdrav namenjam tudi družini padlega na Medvedjeku, družini Uršič iz Novega mesta in še posebej toplo pozdravljam gospo Ivanko Uršič. Razglasitev samostojnosti Slovenije junija leta 1991 je bil zato izjemen dogodek v njeni zgodovini. Vendar to dejanje takrat vsem ni bilo po godu. Zaradi tega je bilo potrebno ta enkratni dogodek braniti in varovati z orožjem v roki. Kar naenkrat smo se znašli v središču vojne vihre. Tudi tukaj na civilne žrtve in ob spominu na prelito kri, ki je ta kraj zavedno zaznamovala.
Vendar naša odločnost, s katero smo se postavili v bran mladi državi, pa prav gotovo pomeni višek oziroma velik del v celotnem mozaiku osamosvojitvenih dogodkov. In spominjam na te dogodke veterani vojne za Slovenijo tudi z današnjo prireditvijo prenašamo na mlade generacije. Spoštovani, ob bližajočem se dnevu državnosti vam iskreno čestitam, naši domovini pa želim vse najboljše za 21. rojstni dan. Hvala lepa. Sodelovali tudi drugi, kot so delavci in uslužbenci dolenjskih gospodarskih in negospodarskih podjetij, mediji, ki so obveščali javnost, pripadniki enot civilne zaščite, lovci, radioamaterji, zdravstveno osebje in tudi drugi. Vsa ta mobilizacija organizirane moči prebivalcev Slovenije je bila odločilna za to, da je naša vojna bila kratka in uspešna in da smo realizirali poglavitni cilj. Uresničili smo plebiscitarno odločitev slovenskega naroda za njeno samostojnost. In zato, spoštovani, se danes ni več potrebno prepirati o tem, kdo je orožje oddal in kdo ne, izražati dileme, katera teritorialna obramba je opravila pomembno zgodovinsko vlogo, ali je manevrska struktura narodne zaščite obstajala ali ne. Popolna razoritev teritorialne obrambe je bila onemogočena. Manevrska struktura je imela v določenem obdobju našega osamosvajanja ne samo pozitivno, ampak zgodovinsko vlogo in kar je najpomembneje, zmagali smo in Slovenija je postala samostojna in mednarodno priznana država. Zato je ena od naših nalog ohranjanje spomina na dogodke, o katerih sem govoril, in seveda na vse pomembne dogodke v naši zgodovini. Od prve svetovne vojne, generala Maistra, ter bojev za severno mejo, tigrovcev, na obdobje narodno-osvobodilnega boja in slovensko partizansko vojsko, na obdobje nastajanja in delovanja teritorialne obrambe od 1968 do 1995, ko se je preimenovala v slovensko vojsko, do naše osamosvojitvene vojne. Tako, kot smo zelo jasno, obširno in ljudno opozorili naše poslance in poslanke v Državnem zboru o ukinjanju in krčenju že pridobljenih pravic iz Zakona o vojnih veteranih, ter izrazili svoje nestrinjanje z odločitvijo našega predstavnika iz Organizacijskega odbora za državne proslave. To smo storili skupaj z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever. Nažalost, ni bilo odziva od nikoga. Takšen odnos do tistih, ki so z orožjem v roki podpirali politične odločitve takratnega vodstva in tudi žrtev vojne za Slovenijo, je nekorekten, neetičen in omalovažujoč in kot takšen zanika prispevek vseh veteranov k osamosvojitvi Slovenije.
Spoštovani obiskovalci današnje prireditve, dovolite mi, da se ob koncu prav lepo zahvalim našemu današnjemu slavnostnemu govorniku, predsedniku Zveze veteranov, gospodu Ladislavu Libiču, da se je kljub velikim številom obveznosti, ki jih ima v tem času, tako odzval na naše povabilo. Za sodelovanje na današnji prireditvi se tudi posebno lepo zahvaljujem našim gardistom gardne enote Slovenske vojske. Spoštovani, jaz vam želim še naprej lep dan, prijetno druženje tukaj na Medvedniku, seveda z povabilom na eno tako pravo vojaško malico, ki smo jo pripravili za vas. Iskrena hvala vsem, ki ste danes prišli na Medvednik in srečno vsem skupaj. Za konec pa samo še ta moja misel. Ljuba Slovenija, moja domovina. Obstajaš tisočletja, obstala boš še tisočletja. V mojem, v vaših in v vseh srcih. Naj živi ljuba domovina, moja, vaša in naša Slovenija v bodoče. Srečno!